Stala je na robu, s srcem v grlu, široko odprtimi očmi, pripravljena kljubovati gravitaciji. Toda tisto, kar bi moral biti njen prvi skok, se je spremenilo v njen zadnji dih. Od napačno slišanih ukazov do nepritrjenih vrvi, ti skoki niso bili nesreče. Bile so katastrofe. Kot vedno je priporočena diskrecija gledalcev. Avgusta 2015 se je Vera prijavila na pustolovsko potovanje belgijske turistične agencije v severni Španiji. Kantabrija je raj za iskalce vznemirjanja, poln jam, kanjonov in divjih rek. A Vero je pritegnil en izziv – bungee skok. 5 let je turistično podjetje organiziralo te avanturistične tabore in vsakič so jih spremljale navdušene ocene. Vera niti za trenutek ni podvomila, da bo varna. 10. avgusta so se po celodnevnih aktivnostih Vera in njeni novi prijatelji srečali z inštruktorji za bungee skoke na mostu. Večerni zrak se je ohlajal, a navdušenje je naraščalo. Večina skupine je bila začetnikov brez izkušenj z bungee skoki. Najstniki, kot je Vera, in tudi različnih starosti. Vera je bila navdušena. Tudi zanjo je bilo prvič in o tem ni mogla nehati razmišljati celo potovanje. Vera in še 13 drugih najstnikov je hodila po blatni poti ob izsušenem rečnem koritu, dokler niso prispeli do svojega mesta za skok, ploščadi, ki je bila pravzaprav pod mostom na glavni cesti. Eden z drugim so najstniki in njihovih 5 voditeljev z vrmi plezali pod most. Seli so na podporne loke, z nogami, ki so bingljale pod njimi, medtem ko je vodnik začel pripravljati skok. In tako so najstniki, medtem ko so avtomobili in tovornjaki drveli nad njimi, pogledali čez rob na 32 metrov globok padec do dna. Kako bi se počutil na tej točki? Bi te bilo strah? Vznemirjen? Verjetno mešanica obojega. Vera je bila vsa na trnih, ko so inštruktorji za bungee skakanje razlagali, kako bo potekal skok, vendar je zaupala svojim vodjem in inštruktorjem. Vera je opazovala, kako so njene prijatelje privezali na most, bungee vrvi pa so jim ovili okoli gležnjev. Navijala je, ko so pogumno skočili z mostu in se nato odbili nazaj v zrak, kar je verjetno pomirilo njene živce. In preden se je zavedela, je prišel njen čas za skok. Bila je zadnja, ki je čakala na vrhu ploščadi. Eden od vodnikov, mlad Španec, je Veri pripel varovalni pas. Vsak pas je zategnil in preveril vsak sponko. Ko je bilo vse pripravljeno, je pritrdil bungee vrv na telo. Toda tukaj se je vse zalomilo. Mladi vodič je Veri pogledal v obraz in rekel: ne skači. Pomembno je, ne skači. In tako so bili vsi šokirani, ko je Vera stopila do roba in skočila dol. Vera je poletela z mostu in drvela proti tlom, čakala na odboj, ki bi jo rešil. Toda bungee ni bil pritrjen na most. Ni bilo nobenega odboja. Verin smeh se je v tisti zadnji sekundi spremenil v krik, ko je dojela, da ni izhoda. Brez česarkoli, kar bi ublažilo njen padec, je Vera padla na suho rečno strugo spodaj. Čeprav je nosila čelado, je bila Verina hitrost prevelika. Umrla je takoj, ko je udarila ob tla. Turistični vodniki so poklicali reševalce, vendar je bilo prepozno. Niso mogli ničesar storiti. Si že ugotovil, kaj se je zgodilo? Ker so sodišča potrebovala 2 leti, da so končno ugotovila, kaj je tisto noč šlo narobe. Glavna težava je bila, da je imel inštruktor za bungee zelo slabo angleščino in zelo močan španski naglas. Ko je rekel no jump, je Vera mislila, da je rekel now jump. Tako je tudi naredila. Ko se dva, ki ne govorita angleško, poskušata razumeti, se nekatere stvari izgubijo v prevodu. Toda za Vero sta jo ti 2 besedi stali življenja. Toda to tisti dan ni bila edina napaka. Vera je bila stara komaj 17 let, ko je skočila. Pravila so prepovedovala inštruktorjem, da bi dovolili mlajšim od 18 let skočiti, vendar tega niso upoštevali. Nihče na ploščadi tisti dan ni preveril njene osebne izkaznice ali vprašal, ali ima dovoljenje staršev. Prav tako je v Španiji nezakonito skakati z cestnega mostu, turistična skupina pa ni imela dovoljen. Na koncu so bili španski inštruktorji aretirani in preiskovani zaradi kaznivih dejanj. Tragično je bilo, da je bil dovolj preprost stavek, da je Vero poslal v smrt. To je bilo podobno temu, kar se je zgodilo z Yesenia Morales Gomez julija 2021. Yesenia je stala na mostu s svojim fantom na viaduktu v severni Kolumbiji. 25-letna odvetnica je bila pripravljena na avanturo, zato sta se s partnerjem 1 uro vozila od njenega doma v Medellinu, da bi skočila.
Čeprav je bil bungee jumping v Kolumbiji takrat precej nov, ga je Jesenija želela preizkusiti. Sky bungee jumping. Ima ga je nadzoroval več kot 4000 ljudi, ki so skočili z lokalnega mostu. Veliko ljudi je navdušeno pripovedovalo o svoji izkušnji. To je bil nepozaben trenutek. En trenutek padaš z glavo naprej z mostu. Naslednji trenutek se bungee vrv, pritrjena na tvoj gleženj, napne in te reši pred vodo. 50 metrov spodaj. Slišal sem, da je skakanje z elastiko eden najvarnejših ekstremnih športov, ki jih lahko preizkusiš, saj pride le do ene smrti na vsakih 500 000 skokov, kar se sliši statistično varno. Jesanja in njen fant sta se tisti dan pridružila še 90 drugim skakalcem. Vsi so bili pripravljeni skočiti z mostu. Prepričan sem, da je nekaj izmed njih podvomilo, ko so videli, kako globoko je v resnici dno. Morda je tudi Jesanja podvomila. Le nekaj ljudi je že prej poskusilo skakanje z elastiko, večina pa je bila v tem športu nova. Z drugimi besedami, večina skakalcev je bila tako nervozna, kot se je počutila Jesanja. Toda takoj, ko so videli druge, kako se zabavajo kot še nikoli, so se tudi sami opogumili za skok. Na mostu si je Jesenijin fant nadel varnostni pas in se pripel na bungee vrv. Jeseniji je v trebuhu zagotovo letelo milijon metuljev, ko se je pripravljala na skok. Ostalo je le še nekaj minut. Toda nekje v vsem tem vznemirjenju se je Jesenija zmedla. Inštruktor je pogledal njenega fanta in rekel: "Skoči zdaj." Ampak Jesenija je mislila, da govori njej. In preden bi jo kdo lahko ustavil, je Jesenija skočila v praznino in padla z mostu. Toda nanjo ni bila pritrjena nobena elastika. Padla je kot kamen in zadela tla na dnu soteske. Tako kot pri veri je bila majhna zamenjava besed tista, ki je pripeljala do velike tragedije. Njen fant je vse to gledal na lastne oči. Ni mogel verjeti, kaj je storila. Stekel je k robu mostu in skočil dol, da bi pohitel k njej. Toda v naglici se je poškodoval, ko se je spuščal po strmi soteski. A to ni bilo pomembno. Pomembna je bila le Jesenija. Poskušal je klicati njeno ime in ji dati oživljanje. Toda ni se zavedal, da je Jesenija že odšla. Bilo je prepozno. Prvi so na kraj prišli gasilci. Ko so videli, da Jesenije ni več, so nudili prvo pomoč njenemu fantu. A njegovega zlomljenega srca niso mogli pozdraviti, ko je opazoval, kako ljubezen njegovega življenja odnašajo nazaj v bolnišnico. Toda v bolnišnici so tam ugotovili pravi vzrok njene smrti. Namesto da bi umrla zaradi udarca, je Jesanja verjetno med padanjem ugotovila, da nima vrvi. In v paniki je doživela srčni napad in umrla. Ali ni to žalostno? Ne vem, če je bil kdo tukaj kriv, in sodišča so se strinjala. Šlo je za eno samo nesporazum, a to je bilo dovolj, da je mlada ženska izgubila življenje. Odločitev za samostojen skok je lahko strašljiva, zato je Céline Dessouté našla neverjetno rešitev. Ni ji bilo treba skočiti sama. Céline-in partner, Guillaume, se je strinjal, da skoči z njo. To sta lahko naredila skupaj. In sploh jima ni bilo treba daleč. Le 20 milj od njunega doma v majhnem mestu Audingtune v Franciji je eno podjetje za bungee skoke ponujalo tandemske skoke za 2 osebi hkrati. Zdaj je lahko Céline naredila ultimativni skok in to skupaj z moškim, ki ga je ljubila. To je bila popolna rešitev za njen problem. Premagala bi lahko strah in ustvarila spomine, ki bi ju še bolj povezali. Imela bi celo zgodbo, ki bi jo lahko povedala svojemu 6-mesečnemu sinu, ko bo odrasel. Zgodbo o njegovi divji mami in njenem skoku iz ljubezni. Vsaj to je bilo upanje. V nedeljo, 28. junija 2015, sta Céline in Guillaume vozila 45 minut do mesta za bungee skok. To je bil visok žerjav, postavljen ob kamnolomu, in ko sta prispela, sta lahko videla, da je tam že kar nekaj ljudi. To je bila priljubljena destinacija za iskalce vznemirjenja. Kot je trdila spletna stran, je v zadnjih 2 letih z tega mesta skočilo že več kot 11 000 ljudi. Ko je Céline izstopila iz avtomobila, je pogledala vse do vrha žerjava. In tam, 65 metrov visoko v zraku, si komaj da lahko razločil postave na vrhu. Medtem ko sta par podpisovala izjave o odgovornosti in plačevala pristojbine, sta opazovala, kako so posamezni in tandemski skakalci skakali z žerjavove košare na bungee vrvi. Bi te to navdušilo ali prestrašilo? Céline je bila navdušena. Njen prvi skok je izgledal, kot da bo prava zabava, a ni vedela, da bo njen prvi skok tudi njen zadnji. Guillaume in Céline sta si nadela pasove, medtem ko so inštruktorji za varnost preverjali in ponovno preverjali elastično vrv.
Bilo je nekaj cefranja, vendar ni bilo očitnih znakov obrabe. Vse je kazalo, da bo skok potekal povsem enako kot vsi prejšnji. Sistem je bil zasnovan tako, da so bungee skakalci prosto padali v zraku. 50 metrov preden jih je vrv potegnila navzgor. Tistih zadnjih 15 metrov pred tlemi je bilo dovolj prostora za raztek elastične vrvi, kar je skakalcem omogočilo varno poskakovanje gor in dol v zraku. In tako sta, ko je bilo vse končno pripravljeno in preverjeno, Guillaume in Céline vstopila v košaro in začela vzpenjanje. Ob 18. uri je bilo sonce še vedno visoko na nebu. Tako da sta imela neverjeten razgled na kilometre daleč po francoskem podeželju. Bilo je mirno in toplo. Bila je popolna noč za skok z elastiko. Na vrhu je ekipa za bungee skok par pustila, da sta nekaj trenutkov uživala v razgledu. Če bi bil tam zgoraj, kako zelo bi bil v skušnjavi, da pogledaš dol. Prepričan sem, da se je Céline zelo trudila, da ne bi razmišljala o višini in da bi preprosto uživala v trenutku. Ko sta bila končno pripravljena, sta se Céline in Guillaume pogledala v oči, odštela in skočila. Prvi 2 sekundi sta bili pravi naval, vse emocije so bile združene v enem trenutku. A že v naslednjem trenutku so vse te emocije izginile, saj elastika za bungee ni potegnila nazaj. Strah je prevzel nadzor. Ekipa in množica, ki je stala ob strani, sta v grozi opazovali, kako je elastika ostala ohlapna, medtem ko je tandem padal. In brez česarkoli, kar bi upočasnilo njun padec, sta Guillaume in Céline treščila v tla skoraj 130 km/h. Céline je nažalost umrla, takoj zaradi padca. Guillaume je imel le malo več sreče, če temu sploh lahko tako rečemo. Čudežno je bil še vedno živ, vendar s poškodbami, ki so ogrožale njegovo življenje. Nekdo je poklical reševalce in medicinsko osebje je zelo hitro prispelo, da bi mu pomagali. Potrdili so, da je Céline umrla, nato pa so Guillaume hitro odpeljali v bolnišnico v Lille, 80 km stran. Policija se je takoj vključila, da bi ugotovila, kaj se je zgodilo. Je šlo za zločin ali zgolj za napako? Oblasti so zasegle vso opremo, vključno z žerjavom, da bi ugotovile, ali je šlo za dejansko napako na opremi ali pa je nekdo naredil usodno napako. Po preiskavi je policija aretirala tako generalnega direktorja, kot tudi 21-letnika, ki je tistega dne upravljal žerjav. Oba sta bila obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti zaradi enega samega varnostnega zapaha, ki ni bil pravilno zaprt, preden je par skočil. Célinin padec je bila nesreča, toda kaj, če se padec zdi kot usoda? Veliko teh zgodb govori o ljudeh, ki so enkrat poskusili bungee skok in umrli. Toda ta zgodba se zdi še posebej tragična, ker je bil njen drugi skok tisti, ki ji je vzel življenje. Cléo de Abreu je bila oseba, ki je svoje življenje živela kar se da polno. Bila je neustrašna glede vsega. Ko je želela študirati modo in oblikovanje, ni oklevala in se je preselila iz Cape Towna v Južni Afriki v London v Angliji. In ko je obiskala svojo teto v Langeronu v Španiji, je takoj poiskala najbližjo pustolovščino, ki je bila priljubljeno mesto za bungee skoke, prav blizu nje, dejansko le 5 milj stran. Bilo je predobro, da bi to izpustila. Most Tablet je edinstven arhitekturni dosežek. Sodoben most je pravzaprav zgrajen nad veliko starejšim mostom. Zakaj niso preprosto podrli starega mostu, ko so postavljali novega? Ker je prvi most star vsaj 2000 let. Prvi so ga zgradili Rimljani. In nekako, 1000 let kasneje, rimski most še vedno stoji danes. Ampak to ni kraj, s katerega ljudje skačejo. Iskalci avantur se odpravijo na novejši, višji most. Z roba, ko pogledaš v sotesko. 90 metrov spodaj, lahko vidiš, zakaj tisoči pustolovcev obožujejo skakanje prav z tega mesta. Tisti, ki so to že storili, pravijo, da je občutek, ko imaš ozko sotesko na vsaki strani, neresničen. Poleg tega, kolikokrat lahko rečeš, da si bungee skakal poleg prave rimske zgodovine. Brez pomisleka se je Cléo prijavil za skok. Za približno $51 si je izbral eno izmed več pustolovskih agencij, ki so ponujale bungee pakete. In 21. julija 2015 sta se s teto odpeljala 8 minut do mostu. Tistega dne se je Cléo pridružilo še 14 drugih. Je bilo to več kot običajno? Težko je reči, vendar je bil za bungee skok odgovoren le en moški. En sam nadzornik je vsem podal standardna varnostna navodila in poskrbel, da so vsi vedeli, kaj lahko pričakujejo pri svojih skokih. Tako kot Cléo je bilo veliko izmed njih tam prvič. Po nekaj skokih je prišla na vrsto Cléo. Oblekla si je pas, nadzornik pa jo je pripeljal do roba. Živčnost, ki jo je občutila, je bila nekaj novega, a že je bila navdušena. Vedela je, da ji bo všeč.
Tresla se je, ko je stala na robu in čakala, da ji nadzornik da dovoljenje. In ko je to storil, Cleo ni oklevala. Skočila je. Zavpila je od navdušenja, ko je padala 20 metrov z mostu in opazovala, kako deroča soteska drvi mimo nje. In potem, ravno ko je mislila, da je prepozno, se je bungee napel in jo potegnil nazaj iz njenega skoka. Z največjim nasmehom na obrazu je že vedela, kaj si želi. To je želela narediti še enkrat. Nazaj na mostu je Cleo poskušala teti povedati o občutku padanja. Ni bilo besed, s katerimi bi to opisala. Po nekaj časa je bil njen drugi skok pripravljen. Spet je stopila do roba ograje. Spet je pogledala dol v sotesko. Le da je tokrat vedela, kaj lahko pričakuje. Skočila je. Toda nekaj je bilo narobe. Clea ni čakala na znak preobremenjenega nadzornika. Ni ji dal dovoljenja, ker ni bilo vse v redu. Njene vrvi so bile predolge. Ko je Clea padla, se ni ustavila pred rimskim mostom spodaj. Namesto tega je Clea zakričala, ko je z vso silo priletela v most brez možnosti pobega. In pred očmi vseh, ki so bili tisti dan tam, vključno z njeno teto, je Kleino telo treščilo v zid starodavnih opek. Njeno kričanje je prenehalo. Reševalne službe so prispele le nekaj minut kasneje. Našli so Cleo, ki je še vedno mlahavo visela na vrveh. Ko so jo odrezali, niso mogli ničesar storiti. Umrla je zaradi udarca. Cleo je umrla, ko je poskušala narediti nekaj zgodovinskega, prav tako Laura. Pri 43 letih je Laura Patterson preživela vse svoje življenje v zraku. Njeni starši so bili cirkuški artisti in tudi sama je odraščala kot oni. Letela na trapezu, hodila po vrvi in poskrbela, da je nemogoče delovalo lahkotno. Bila je neustrašna in rojena talentka, celo poročila se je z drugim artistom. Tako so, ko so organizatorji Super Bowla 33 Nevasa želeli dih jemajoč podvig za zaključek svojega polčasnega nastopa, poklicali njeno ekipo. 16-členska bungee predstava nekaj divjega, nekaj nepozabnega. Bil je le en majhen zaplet. Laura še nikoli prej ni skočila z bungeejem, a kot cirkuška artistka bi dodala še eno stvar svojemu naboru spretnosti, da bi bila del tega zgodovinskega trenutka v športu. Laura, njen mož, njena sestra in še 13 drugih so se strinjali, da bodo nastopili in skupaj so pripravili točko, ki je bila popolna tako za televizijo kot za občinstvo v živo. Teden pred predstavo je ekipa trdo delala, da bi izpopolnila svoje rutine. Ure in ure so ujemali tempo z glasbo ter usklajevali več kot ducat ljudi na bungee vrveh. In tako so bili v četrtek zvečer, 23. januarja, vsi utrujeni, a navdušeni. Po letih dela v cirkusih je bila Laura vajena nastopati pred množico. A to je bil največji nastop v njenem življenju. Verjetno je bila vsaj malo nervozna, kaj ne? Na stadionu so vsi kipeli od energije. Stotine ljudi, glasbenikov, plesalcev, tehničnih ekip, celo otrok, je opazovalo, kako so nastopajoči vadili. Visoko na tramovih, 30 metrov nad tlemi, je Laura stala na svoji majhni ploščadi. Preverila je svojo sponko, potegnila za vrv in močno potegnila svoj varnostni pas. Nosila je tudi pokrivalo, vendar ni bilo tako jasno, ali je to del njene kostume ali čelada. Vse je v redu. Nato je globoko vdihnila in skočila. Njen prvi odskok je bil popoln. Elastična vrv se je raztegnila in jo, kot je bilo pričakovano, sunkovito potegnila nazaj navzgor. Njen drugi odskok je bil brez težav. Vse se je še vedno zdelo v redu. Toda pri njenem tretjem padcu je šlo nekaj narobe. Laura se ni odbila nazaj, kot bi se morala. Samo padla je in močno udarila ob tla. Njeno telo se je odbilo nazaj kot cunjasta lutka, a se ni premikala. Njen mož in sestra sta zakričala in stekla k njej. Prišli so tudi reševalci in jo poskušali oživeti. Odstranili so ji čelado in takrat so videli poškodbe. Tretji padec, ki naj bi bil njen zadnji tiste noči, je bil na koncu zadnji v njenem življenju. Laura je umrla ob trku. V showbiznisu pravijo, da se mora predstava nadaljevati. Organizatorji Super Bowla so tiho umaknili bungee nastop iz programa. Ampak Laura je bila več kot le predstava. Bila je oseba s strastjo. V nedeljo zvečer so Patriots in Packers prekinili tekmo zaradi umirjenega polčasnega programa. Vsi nastopajoči so nosili bel trak v spomin na Lauro. To je bila majhna, a močna gesta. To je bil način, da je cela množica rekla: Laura, spominjamo se tebe. Ni bila le predstava. To je bil zadnji slovo.
V vsaki od teh zgodb so pogumne ženske tvegale vse, da bi se počutile žive. In ja, njihove zgodbe nas spominjajo, da je življenje krhko. Ampak verjamem, da nam ne govorijo samo, naj živimo pogumno. Pokažejo nam, kako se to naredi. Želite podpreti kanal? Pridružite se in pridobite ekskluzivne ugodnosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Ostanite pogumni in živite pogumno.